Lepo pozdravljeni na letošnji prvi okrogli mizi v organizaciji Škofijske Strele. Za temo smo izbrali aktualno vprašanje podnebnih sprememb. Okroglo mizo smo naslovili s provokativnim vprašanjem: mi ali zemlja? Verjetno je pravi govor na to kar oba. Kakšna je pri tem naša osebna in skupna odgovornost? Danes se zato želimo pogovoriti predvsem o ekološki zavesti. Povabili smo goste, ki bodo z različnih vidikov osvetlili problematiko. Z nami so danes gospa Barbara Simonič iz oddelka za podnebne spremembe na Ministrstvu za okolje in prostor, Tim Gregorčič, alumen Škofijske klasične gimnazije in predstavnik gibanja Mladi za podnebno pravičnost, gospod Mirko Brnič-Jagar, član strokovnega sveta stranke Zelenih Slovenije, in pa gospod Leon Valenčič iz Elektroinštituta Milan Vidmar. Okroglo mizo pa vodiva Jan in Tjaž. No, pa da kar začnemo s prvim vprašanjem, ki je namenjeno kar vsem. Torej, kako vi gledate na problematiko podnebnih sprememb oziroma kakšen problem po vašem mnenju predstavlja okrevanje ozračja ter predvsem, kdo je po vašem mnenju za to odgovoren? Kakšne znanstvene dokaze imamo nenazadnje za vaše trditve? Ja, no, tako, moje ime, moram kaj počkati, ne? To je to. Okay. Moje ime je Barbara Simonič, delam na oddelku za podnebne spremembe in v bistvu pri nas se ne sprašujemo o znanosti. Znanost je jasna, potrjena in taka, kot je. Se pravi, znanost jasno pravi, da je to eden največjih izzivov človeštva v 21. stoletju. Gre za izjemno velik izziv, ravno zaradi tega, ker pač je ta odgovornost in hkrati možnost za ukrepanje razdeljena. Se pravi, nekaj je prav gotovo na posameznikih, zato me toliko veseli, da se v bistvu take okrogle mize organizirajo, ker pač ima vsak posameznik to možnost, da pač svojimi ravnanji vpliva na se pravi delovanje cele družbe in v bistvu predvsem preko dejanj, s katerimi pač usmerja svoje vsakodnevne navade, lahko v zelo veliki meri vpliva tudi na to, kakšen ogljični odtis pušča. Ja, je pa problem širši, je precej zapleten, tudi pač zgodovinsko gledano, pač si v bistvu nekatere razvite države delijo, v bistvu nosijo večjo zgodovinsko odgovornost, potem pa so nekatere države v razvoju, ki so pač zdaj v zadnjih letih prevzele pač večji nekako ogljični odtis človeštva in tukaj je zdaj zelo veliko nekih vprašanj, kako naprej na globalnem nivoju. Slovenija se udeležuje mednarodnih podnebnih pogajanj in v okviru pač Združenih narodov kot članica EU tudi zastopa stališča, ki jih sprejme Evropski svet, pa delovne skupine v okviru Evropske komisije. Tako da zelo veliko se ukrepa, zelo veliko tudi stavimo na novo komisijo in v bistvu enega od 3 podpredsednikov Timmermansa, ki je zadolžen za pripravo Evropskega zelenega dogovora. In pač upamo, da se bodo stvari na evropski ravni začele še hitreje premikati. Lepo pozdravljeni vsem. Jaz sem ful vesel, da ste prišli v takem številu, da vas podnebna tematika zanima, ker je to definitivno ena od najbolj aktualnih in najodločilnejših tem današnjega časa, sploh naših generacij, ki smo mlajše. Glede znanosti se jaz osebno in tudi kot predstavnik gibanja Mladi za podnebno pravičnost pridružujem gospe Barbari. Znanost je tukaj zelo enotna, bolj enotna, kot včasih slišimo oziroma kakšne komentarje, a ne, za podnebne oziroma za antropogeni vzrok podnebnih sprememb ne moramo biti prepričani, ker si znanost ni enotna. Tukaj ne gre za številke 50 ali pa 60% znanstvenikov se strinja s tem, pa da bi se recimo 40% s tem ne strinjali. Zadnja Guardianova raziskava iz julija je govorila že o tem, da se ta konsenz znanstvenikov približuje 99%. To je, če malo ilustriram, isto kot
če bi se zdaj mi začeli tukaj debatirati, ali gravitacija dejansko deluje ali ne. Pač stvari so znanstveno jasne, in tukaj res ne smemo odstopati in ne smemo podlegati takšnim ali pa drugačnim motivom nekaterih, ki hočejo to zanikati. Glede vzrokov za podnebne spremembe, v gibanju naslavljamo predvsem naš svet, razviti zahodni svet, ki je bil vodilno območje industrijske revolucije, ker se je s kurjenjem premoga dejansko začela ta doba spreminjanja podnebja, posebno po drugi svetovni vojni. Najbrž ste že videli kakšen graf, takrat so res začele te krivulje strmo se dvigati, in zato pač smo krivi mi oziroma bogatejše države. Na drugi strani pa danes zaenkrat mi živimo še zelo v redu. Recimo danes je sicer zelo nenormalno, da sem recimo se jaz pripeljal v kratkih rokavih sem, pa smo skoraj že novembra, ne, ampak to pač enim recimo paše. Ampak so pa območja na svetu, ki danes recimo območje Sahela, Južna Azija in tako naprej, to so območja, ki že zdaj oziroma se širijo območja, kjer vode za preživetje preprosto ni več, oziroma recimo vode v obliki poplav toliko, da ponovno ljudje ne morejo več živeti, recimo masovne migracije, ki v bistvu jih svet še ni videl in jih verjetno v bližnji prihodnosti bo, glih zaradi tega, ker tisti najšibkejši, ki so v zgodovini v resnici skozi zgodovino bili najmanj krivi, danes to zaenkrat najbolj občutijo. Bi pa tukaj še mogoče se sam dotaknil tole, kar je Barbara rekla, ne, da zdaj zaenkrat so tretje države postale tiste, ki imajo največji ogljični odtis, ampak se moramo vprašati zdaj, zakaj. Mi želimo postajati vedno bolj zeleni, ampak dejstvo je, da naša potrošnja še vedno strmo raste. Da pa potrošnja raste in da smo mi recimo zelena država, pa možno sem s tem, da dejansko stvari, ki jih mi želimo, ki jih kupujemo, od hrane do vseh dobrin, pač pridelajo nekje drugje, jih industrija pač proizvede, in to je ravno v tem tretjem svetu, ki pač naj bi bil danes oziroma je najbolj umazan, ampak se moramo vprašati, zaradi koga je dejansko najbolj umazan. Lep pozdrav tudi z moje strani. Sem počaščen, da sem vas lahko danes obiskal, da bom z vami delil nekatere izkušnje. Ob napovedanem, da sem član strokovnega sveta Zelenih Slovenije, bi povedal še to, da sem bil 2 mandata mestni svetnik in da moj fokus na podnebne spremembe iz vsega tega, kar smo do zdaj slišali od obeh sogovornikov, ker lahko samo pritrdimo, torej od tod bom nadaljeval, bi fokusiral torej iz svojih izkušenj na to, da približajmo ta fenomen podnebnih sprememb čim bliže sebi in ga probimo zaznati v svojem neposrednem okolju in se vprašamo, koliko ta zadeva vpliva tudi že na naš vsak dan in kako vpliva. Mogoče čisto za kratko ilustracijo, 30 let nazaj sem 1 leto živel v Bagdadu, evo, tako sem bil oblečen, kot sem zdaj v tem času in lahko rečem, da je mogoče zelo podobna klima zdaj tukaj. Tam je seveda zelo suho, tukaj imamo še vedno veliko dreves, to se pravi, je podnebje tu takšno, da je več vlage, bistveno več, vendar te podobnosti opažam že dalj časa, skratka te spremembe so del teh posledic. Zdaj, ekonomija je vzrok temu, izkoriščanje. Velike revolucije je prineslo 19. stoletje, mišljenje, razmišljanja, ker se je fokusiralo človekove pravice, izkoriščanje delovne sile. Temu se preprosto danes priključilo enormno izkoriščanje naravnih resursov in to je vzrok temu. Poraba fosilnih goriv, predvsem energetski objekti, transport sta največja izvoznika CO2 v ozračje in
transporterja ogljikovega dioksida v ozračje in glavnega povzročitelja podnebnih sprememb, ampak temu se pridružuje nič drugega kot grozljiv pohlep po dobičku, po pridobitvi in tukaj se več ne ozira. Jaz to prvo, kar bom omenil defosterizacijo, to se pravi krčenje gozdov, svetovnih gozdov, najpomembnejših gozdov, to je tistih, ki zagotovo ustvarjajo klimo, ki nas branijo pred temi zadevami in uničevanje gozdov pomeni pospeševanje klimatskih sprememb. Zakaj se to dogaja? Zakaj teh stvari ne moremo omejiti, če vsi vemo, da so obče dobro, obče koristne, da gre za najvišji javni interes, da gre za neposredno konfrontacijo človeka, vsega življenja, zdravja. Zakaj te stvari gredo naprej in je toliko malo posluha, da bi se sprejeli v zelo konkretni ukrepi, ki bi občutno začeli ustavljali te zadeve. Zdaj, jasno, alternative so tiste in številna vprašanja. Jaz bom nekako ta svoj uvod končal z 2-3 vprašanji, pa bomo videli, mogoče v nadaljevanju pridemo še do kakšnega pogovora na to konkretno temo. Izpostavil bi neko vprašanje, ki se danes v svetu, predvsem v zahodnem svetu, zelo uporablja. Živeli bomo naprej s fosilnimi gorivi, kako lahko v kontekstu vseh parametrov, od človekovega zdravja, zdravja okolja, učinkovite ekonomije, pridemo do tega, da ne bo izpustov. Se pravi, vse bo funkcioniralo, transport in vse tako, kot funkcionira, izpustov pa ne bo. Kaj so ukrepi za to, da lahko omogočimo takšen nadaljnji človeški razvoj, takšen transport, takšno porabo fosilnih goriv, takšno porabo energije, da bomo prišli na to, da imamo nulo, da ni obremenjevanja okolja. To je eno od vprašanj, s katerim se zelo ukvarjajo v svetu. Druga stvar je to, ali se zavedamo, kakšne obremenitve na gospodarstvu pa so tudi uničevanje okolja. Ker namreč ravno iz tega izhaja tisto, kar je bilo ravnokar pred menoj rečeno, to se pravi, visokoogljični odtis je v državah, nerazvitih državah, skratka ta posledičnost je zelo kruta za dodatna žrtev, bi rekel, se pravi, za tem stojijo ljudje, ki od tega neposredno kujejo visoke dobičke in se ne želijo ustaviti pri tem. Zdaj, tretja stvar, ki bi jo izpostavil, je Ljubljana, mesto, v katerem živimo, ali je tu vse v redu, ali poznamo kako se razvija, katere so tiste smeri, ki bi lahko ogrozile našo varnost, ki je neposredno povezana z naravnimi resursi. Hvala. Ja, lep pozdrav. Zdaj, jaz moram najprej malo protestirati, po malem se lahko uvrščam v znanost, ne? In začeti strašiti o podnebnih spremembah s tem, da je znanost dorečena. Znanost v principu nikoli ni dorečena in ne bo. Tako da, to je zelo mimo vsega. No. Sicer nisem strokovnjak za podnebje in podnebne spremembe, ampak sem prisiljen se ukvarjati že 10-15 let intenzivno s tem, ker tudi v energetiki imamo iste probleme. Zdaj, prvič, glavni problem je ogljikov dioksid. Ogljikov dioksid, prvič, samo 0,4% je v atmosferi. Se pravi, če bi še bil tako strupen, ni dosti ga noter. Pa ni strupen. Ogljikov dioksid je najpomembnejša sestavina življenja, lih tako kot voda in kisik. Rastline brez ogljikovega dioksida umrejo. Oziroma umrejo že pri 160 delcih na milijon. Tako da, z ogljikovim dioksidom ni nič narobe, ni strupen. To je najpomembnejša sestavina življenja, če dobro pogledamo. Celo rastline, ki imajo več ogljikovega dioksida, hitreje rastejo in manj vode rabijo. Tako da, če dobro pogledamo, kaj poslikajo sateliti v zadnjih desetletjih, Zemlja temeljito ozeleneva, zato se je koncentracija povečala. Ogljikova dioksida, si 200 nekaj na 400. Zdaj, govorimo ves čas o topli gredi. Topla greda je zaprt prostor, kjer neki sveti. Na odprtem ozračju toplogredni pojavi sploh niso možni.
Fizikalno-kemijsko je sicer en del spektra res ogljikovodikove CO2 molekule absorbirajo pa jo dajo, ampak 90% tega v vesolje ne gre na Zemljo, tako da glede na majhno količino ogljikovega dioksida, s tem na človeški izpusti ogljikovega dioksida so pa v par procentih tega, 0,5%. Se pravi, človeški izpusti ogljikovega dioksida nimajo omembe vrednega vpliva na podnebje in spremembe na Zemlji. Tako da to je zelo nevarna zabluda človeštva, ki pa se gremo pa take ukrepe, ki še povečujejo obremenjevanje okolja, ali s CO2-jem ali pa z ostalimi onesnažilišči. Mi na veliko delamo sončnice, vetrnice, ki v bistvu ne prenašajo elektrike. Mi porabimo ogromno energije in ogromno emisij naredimo, ali pa baterije za avto električne. Pri izdelavi tega se take emisije naredijo, da tega nikoli ne bomo manjšali onesnaženja, niti CO2-ja. Tako zaenkrat. Ali so skeptik, če koga skrbi. Ja. Najprej o tej sklepčnosti znanosti. To drži, da znanost si ni edina, ni enotna. Tudi recimo IPCC report, to je mednarodni panel za podnebne spremembe. To je v bistvu svetovno najbolj dominantna in glavni glas pri recimo tudi snovanju evropske podnebne politike in tako naprej. Tam noter je 2000 znanstvenikov, ki so načrtno zbrani iz zelo različnih področji, tudi različnih prepričanj, mišljenj in tako naprej. In da ta IPCC, torej mednarodni panel za podnebne spremembe, izda nek dokument oziroma neko mnenje, mora prej teh 2000 znanstvenikov, vsak od njih mora potrditi oziroma se podpisati, da se s tem strinja. Kar pomeni, seveda, znanost si ne more biti enotna. Tudi to, kar IPCC izda, je že na začetku nek konsens. Zato tudi prej nisem jaz govoril o trdnosti oziroma o neke vrste alfi in omegi tega, kar znanost govori, ampak sem govoril o konsenzu. In že znotraj teh znanstvenikov torej nastane en konsens, ki pa je vseeno jasen. In pol, preden ta IPCC dejansko izda to svoje mnenje, ga morajo potrditi tudi politiki, svetovni politiki. Torej ta zadeva, ki jo mi beremo, ki jo mediji oglašujejo in dejansko je pač najbolj verodostojna zadeva na tem področju, je v resnici tudi sama po sebi en velik konsens, tako politični kot znanstveni. Tudi iz tega pa sledi, recimo, mi imamo prognoze oziroma neke modele podnebnih sprememb in velikokrat slišimo, da itak ne držijo. In to dejansko je res, izkazalo se, da res ne držijo, ampak ne držijo v smeri, da so posledice milejše, da so bolj oddaljene, ampak da so posledice hujše in da se dogajajo prej, kot je ta IPCC uradno rekel. To je pa glih zaradi tega konsenza, ki pač je privedel do tega, da se stvari dejansko milijo. Potem naslednja stvar, v katero bi se obregnil, je ta vpliv ogljikovega dioksida. Res je, da je ogljikov dioksid da ima življenjski pomen zato, da smo mi danes tukaj. Ogljikov dioksid v svoji naravni količini, ki je v atmosferi, je pomemben člen naravnega učinka tople grede. Naravni učinek tople grede ustvarja recimo torej ogljikov dioksid, sploh pa je glavni plin vodna para in zaradi zmesi teh plinov, ki so v atmosferi zaradi naravnega stanja, torej že ob vzpostavitvi atmosfere, ima Zemlja danes tako podnebje, kot ga ima. Če ne bi bilo atmosfere, bi imela Zemlja minus 14 stopinj Celzija in pač življenje v taki obliki, kot ga poznamo danes, sploh ne bi bilo možno. Druga zadeva je pa antropogeni učinek tople grede. To pa je to, kar mi prispevamo. Torej, dodaten ogljikov dioksid, ki povzroča toplo gredo, zaradi katere smo mi
zaradi katere mi obstajamo, ampak ta dodatna količina stvari poslabšuje in iz tega sledijo vse druge posledice. In te količine ogljikovega dioksida niso majhne, ne vem točnih številk, ampak krivulja enako pač zelo, zelo strmo raste od industrijske revolucije naprej. To, glede energije za proizvodnjo, recimo teh sončnih panelov, bi pa rekel sem to, da dejansko je res, da se veliko energije porabi, veliko fosilnih goriv, oziroma energije iz fosilnih goriv se porabi za to zeleno energijo, ampak spet je tukaj recimo sistem, ki dobavlja sončne panele iz Kitajske. Torej že ta prevoz iz Kitajske, recimo do Evrope, kakšen ogljični odtis pusti, pa ne znajo sem Kitajci delati sončnih panelov. Lahko jih bi naredili tudi v Evropi. A ne. Veliko enih stvari je na ravni sistema, ki ga mi Mladi za podnebno pravičnost naslavljamo, kjer se da veliko spremeniti. Seveda je pa treba vzeti tudi to, da ko bi se enkrat novi viri zelene energije producirali za zeleno energijo, bi pa to sploh pač bil neto super izkupiček. Ja, meni je žal, da v bistvu nisem dobila prej pač informacije o tem, kdo bo na panelu, ker moje načelo je, da pač ne sodelujem na panelih, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju, ne odražajo dejanskega stanja, ker tukaj bi pa v tem mogli sedeti 99 znanstvenikov in eden, ki bi pač imel vsakih, se pravi, 1% časa na voljo za to, da pač razloži svoje skeptične poglede in ostalih 99 bi jih zagovarjali. Tako da, če gremo v bistvu, zdaj se vračamo nazaj k znanosti, to pomeni, da zgubljamo čas, ki je potreben za ukrepanje. In zdaj smo v bistvu že čez čas, ki bi v bistvu že zamujamo z ukrepanjem in z v bistvu doseganjem ciljem na način, da bi v bistvu si zagotovili prihodnost, v kateri bi pač življenje še naprej bilo možno v taki obliki, kot je, na način, da v bistvu dajemo priložnost takim debatam o v bistvu znanstvenih osnovah. Znanstvene osnove niso več predmet debate in bi prosila, če pač lahko to debato zaključimo. Jaz, ker pa zdaj dodal eno vprašanje že naprej, kako bi pa, zdaj ste se že malo odprli to glede ukrepov, kako bi se pa vi specifično prihajali tudi iz ministrstva in kako bi se potem pravzaprav sploh morali lotiti ukrepov na področju teh podnebnih sprememb in tudi na vse zadnje okoljske problematike, če malo razširimo pogled. Mogoče bi prosil, če malo bolj mikrofon lahko govorite in to. Ministrstvo deluje na se pravi znanstvenih osnovah, imamo na ARSO evidence emisij in izračunavamo sektore, iz katerih pač prihajajo te evidence emisij, držimo se teh smernic IPCC in pač evropske zakonodaje, ki nam predpisuje, da cilje dolgoročne do leta 2030 trenutno so bili sprejeti, do leta 2050 so še v pogajanjih. Zdaj v Sloveniji kažejo evidence emisij v sektorjih, ki niso vključene v evropsko shemo trgovanja z emisijami, se pravi, to so energetika pa veliki onesnaževalci. Polovica emisij prihaja v teh sektorjih, ki niso ETS, iz prometa. Se pravi, posamezniki imamo tukaj zelo veliko možnosti, da te emisije zmanjšamo. Gre za predvsem osebni cestni promet v 2/3 in tukaj je izjemno pač velik vpliv imajo emisije izrabe goriv v prometu. Drugi sektor po velikosti je v ne-ETS sektorjih je kmetijstvo 15%, potem pa široka raba se pravi v goriv v gospodinjstvih, industrija in odpadki. Tako da zelo veliko je govora, tako kot pravite, o širši okoljski problematiki, ampak jaz mislim, da gre tukaj spet za nek pesek v oči industrije ali pa v bistvu neko ustavljanje ukrepanja z nekimi obvodi. Zdaj smo zelo osredotočeni na plastiko. Plastika je v bistvu rešila zelo veliko izzivov v preteklosti
in je sicer iz fosilnega izvora, ampak gre v gramih CO2, ne. In ne zanikam, da je to globalno velik izziv, ampak v Sloveniji v bistvu smo zelo uspešni tudi na evropski ravni, kar se tiče pač ločenega zbiranja odpadkov. Zdaj, kam ti odpadki grejo, je drugo vprašanje, pa na kakšen način se obravnavajo, ampak dejansko največji izziv v Sloveniji, ki ga imamo za rešiti, je v sektorju prometa. Tukaj je pač zelo velika pač osebna odgovornost ljudi, ali vzamejo, se pravi, javni potniški promet, kolo, peš hojo kot resno alternativo, ali pa pač vsak dan se vozijo z osebnim avtomobilom, ki je pač izjemno neučinkovito prevozno sredstvo iz vidika porabe virov in emisij toplogrednih plinov. Ja, tako na kratko. Lahko? A lahko še enkrat vprašanje, da ne bom mimo govoril? Kako bi se po vašem mnenju morali lotiti ukrepov na področju podnebnih sprememb? Ja, prva stvar je, da delamo ukrepe tako, da ne slabšamo okolja. Do zdaj še nismo nič naredili na to temo, ne. Zdaj, gospa je govorila o razogljičenju, do leta 50 bi mogli biti v nula razogljičeni. Ta civilizacija tega ne prenese. Nisem imel prikazal eno izjavo. Civilizacija se je razvila na fosilnih gorivih in razogljičenja ne more narediti niti v 100 letih, lahko 150 ali več. Mi povsem temeljimo na kurjenju fosilnih goriv. Brez tega nas ni več. Mladini je najlažje reči, ja, jutri ne boste imeli telefonov, mobitelov pa interneta ne boste imeli, ne, če ne bo elektrike. Mi tega ne moremo nadomestiti. Lahko se odločimo, da bomo vsi brez elektrike, brez prevoza, bomo v kameni dobi, pa se lahko razogljičimo. Ampak to mislim, da noben ne bi hotel. Razogljičenje je čista utvara. Ta civilizacija tega ne prenese. V 100 letih dihal ne pa v 30. Tako da to zaenkrat. Jaz sem prej postavil eno vprašanje, kako zmešati koktajl, rečemo temu koktajlu življenje, v katerem bomo se sproščeno vozili z avtomobili, transportirali vse, kar danes delamo, kurili nafto neumorno in hkrati prišli na nulo. To je odgovor gospodu Valenčiču, to je izziv gospodu Valenčiču, s tem se moramo v bistvu soočiti. Zdaj, kaj nas bi lahko, rečemo temu, za eno, rečemo vsaj za številko 1, za decimalno vejico že približalo, pripričalo, da pa pravzaprav mogoče pa lahko kaj naredimo v tej smeri. Torej, če civilizacija naša ne premore tega, da bi prišli do tega, da bi zmanjševali izpuste ogljikovega dioksida, pa se vprašamo, ali smo res izgubili vse rezerve. Jaz mislim, da nikakor ne. In da upanje so tam, ker verjamem, da vsi verjamemo tukaj v znanju, v znanosti, tu je upanje zavesti ljudi, kako ravnati. Poraba je že bila danes omenjena, ljudje preveč porabljamo in tako dalje. Skratka, če vse to skupaj nekako izmišljamo in rečemo, ok, imamo pač potrebe, ekonomija ima potrebe in vse ostalo, stvari znamo do neke mere reducirati. Kaj nam lahko prinese razvoj sodobnih tehnologij, ki znajo uskladiščiti CO2? Kam postaviti te tehnologije, kam jih montirati? Na ladje, ki so grozljivi onesnaževalec. A si lahko mi zastavljamo izziv na ladjah, tankerjih 200 000 tonskih, ki so, to je takšno onesnaževanje, da če bi šel samo v en tanker, pa bi ga analiziral, bi rekli, to je konec sveta, to je hujško pekel. Kaj oni kurijo in kaj spuščajo? Ampak če si stavimo izziv, pa rečemo, zmanjšamo najprej za tisto enko za decimalno vejico, pa bi rekli, gledajte, letos smo pa, to enko smo pa dobo, kar je manj, 99,9 je še vedno isto. Vendar je upanje, da se stvar premakne. Skratka, s sodobnimi tehnologijami bi lahko začeli skladiščiti to zadevo, se pravi, v tej smeri gre razvoj. In na drugi strani imamo pa potenciale čiste energije. Se pravi, te dva faktorja treba v tej ladji nekje na oceanu združiti. Se pravi, sončno energijo, ki proizvaja pogonsko energijo, in na drugi strani, ker pač ni zadostna, še vedno rabimo
tisto, kar gre ven, uskladiščimo, kolikor se da, razvijamo te tehnologije, se pravi, iz tiste enke za decimalko bomo prišli do dvojke, mogoče celo do prve cifre pred decimalno vejico. Znanje to omogoča, vsi ste rekli, znanost ni dokončna, definitivno je odprta. Sej znanost je tista, bistvo od znanosti ravno v tem, da ni definirana do konca, da je odprta in to je njen razvoj, to je njen potencial. Skratka, isto velja za zračni promet, popolnoma isto. Tam danes lahko govorimo o onesnaževalcih na polno. Zdaj Airbus že obljublja, kaj bo naredil v naslednjih letih, kako bo zmanjšal in tako dalje. Vendar velike rezerve so noter. Se pravi, gre za kombinacijo transporta, železnica, gor, dol, sem pa tja, pa tako dalje. Potem imamo, bistvo je vsekakor energija, pridobivanje energije. Kako pridobiti čisto energijo? Mislim, mi lahko rečemo, naš tovornjak, ki je včeraj vozil na to pa to, danes malenkost manj onesnažuje s CO2, vozi na elektriko, ampak odkot je ta elektrika? A je ta elektrika čista? Ali je mogoče kje druge sprožala hude probleme, da smo prišli do tega, da ta tovornjak lahko tam vozi. Skratka, to je ta krog, ki ga moramo začeti spremljati in ga občutljivo opazovati. Ne smemo mu dovoliti, da nam uide iz rok. To je tako, kot če bi imeli razred otrok, vsi si želimo, da bi vsi vrhunsko napredovali, nekdo bi pa nam nikako ne bi uspelo. Ne bomo mu dovolili, ne zato, da bi mu ukazovali, ampak radi želeli bi, da gre z nami naprej. Vsi, tako naj grejo tudi ti vsi segmenti družbenega razvoja, tehnološkega razvoja, gospodarskega razvoja, nekako se naj usmerijo v nek cilj, ta cilj pa naj bo prispevek k zdravemu, čistemu okolju, naj si vsi, ki so možni, ki so sposobni karkoli prispevati temu, dodajo svoje in definitivno vsak, tudi to je danes gospa že rekla, vsi lahko prispevajo in res lahko vsi, tudi vsak od vas tukaj lahko zelo veliko prispeva, ker ravno v tem se gradi ta mozaik, ki lahko na koncu postane v bistvu spodbuda za naše bodoče življenje. Zdaj, jaz sem že prej omenil, veliki onesnaževalci so, mislim, sekanje, bom šel na sekanje gozda, takoj za energetskimi fosilci je sekanje gozda tisti, ki v bistvu najbolj uničuje, ki prispeva k največjim izpustom CO2. Za njim je promet, 17% je tega. Zdaj, hkrati ob tem, ko to sekamo, ustvarjamo celo verigo totalno negativnih vplivov. 5 milijard dolarjev je to, je sam strošek, da to sekaš. To prinaša ti stroški tega sekanja. Če pa rečemo, zdaj gremo pa mi kontra, gremo v to, da bomo obnavljali ta gozd, pa pridemo do tega, da eno drevo v enem letu jaz upam, da vam bom čiste podatke pravilno prebral, v skladišči 22 kaj pa vem, nekih enot, zdaj bo se nič hudega, ampak to je eno drevo, red potem v kilogramu, ampak CO2, eno drevo. In če gremo mi v to, da gremo v obnovo gozda, da bi obnovili te gozdove, še posebej, da jih obnavljamo z avtohtonimi rastlinami, pridemo do osupljivih učinkov, se pravi povratnih, pozitivnih učinkov, in ta učinek lahko tudi vidimo v koridorjih našega prometa, v naših mestih, kjer so ti problemi. Ker če mi rečemo, da nek tovornjak še vedno mora voziti z fosilnimi gorivi, pa vendar vozi v koridoru zelenja, se pravi dreves, travnikov, to vse prispeva k temu. Jaz bom pozabil, kaj sem hotel komentirati. Mislim, je tudi tukaj učinek, ki razbremenjuje CO2, tudi v tem. Ne samo v tem, da ima vgrajeno mašino, ki to skladišči, tudi v okolju, ki ga spremlja. Vemo, da fotosinteza je pač tale proces, v katerem se dogajajo te spremembe in skratka, bom končal, prepuščam besedo, gre samo za to, da v spletu številnih parametrov, ki imajo temelj v znanju, v znanstvenem razvoju, tehnološkem razvoju, so možnosti, da se krivulja usmeri kljub našim navadam in razvadam v drugo smer, se pravi v pozitivno smer. Hvala. Sem že skoraj pozabil, pa ne čisto. Če komentiram skladiščenje CO2, to poslušamo že leta.
skladiščenje CO2 je energetsko zelo potraten proces. Zelo. In pa, ko ga nekam skladiščiš, ti bo prej vse ven ušel, tako da skladiščenje CO2 je utvara, fikcija. Tudi 20 let smo poslušali, kako bojo premogovne elektrarne na CCS bile na skladiščenje za zajem CO2. Na 2 poskusa so naredili, pa so opustili, če ne drugega, tukaj je daleč predrago, oziroma izkoristki so tako slabi. To so energetsko zahtevni procesi, ki so neizvedljivi. Fizikalno sicer še, ampak to toliko stane, pa toliko energije porabijo, nismo nič naredili s tem. Druga stvar, sem hotel reči, da bi tudi omenjene sončne elektrarne, fotovoltaika. To poslušamo vsak dan v medijih posod. Če bi kdo pogledal, kako sonce sije čez dan, ko gre gor, pa po nebu pa dol. Gre za kile, ne? Sinus je v bistvu sončno sevanje, jako sončne sevanje, pa še malo zavit, tako da je malo grde oblike sinus. Se pravi, sonce zares sveti, če je jasno vreme poletje ali pa pozno spomladi, sonce res sveti na 3 ure na dan, skoraj 1 kW na kvadratni meter. To je 3 ure, od 11 do 1 ali pa plus minus še pol ure zraven, doseže približno 800 W, včasih tudi več je čisto jasno, lepo vreme. Pa tu strmo pade in čez 2 uri pol ga že ni več sonca. Se pravi, sonce resno lahko proizvaja na jasen dan samo 3 ure na dan. Ki bomo dobili za ostali čas elektriko in po kakšni ceni je pa zdaj že vprašanje. Tako da fotovoltaika je še ena zablod, ki samo povečuje emisije ogljikovega dioksida, jih ne zmanjšuje. Če gledamo pol sevanje še preko leta, kako je razporejeno, po zimi je že sonce toliko niže, da dobimo dobro tretjino mogoče tistega poletnega sevanja, se pravi, še sredi dneva jasnega ne dobimo nič, pa imamo oblačno, pa imamo sneg na panelih, tako da fotovoltaika novembra, decembra, januarja dela toliko nič. Se pravi, fotovoltaika ne more biti rešitev. Že znotraj jasnega dneva je samo 3 ure elektrika od fotovoltaike, če je jasno. Tako da fotovoltaika še ena od zablod, ki povečuje emisije v okolje, pa ne samo CO2, še vsega drugega, ker je slabši od CO2. Hvala. Gospod Simonič, ste želeli še prej. Ja, hvala. Jaz sem samo hotela omeniti, da v bistvu je izziv zelo, zelo kompleksen. Ravno zato je taka težava pač najti enostavne odgovore, ker jih ni, ne, kot so že tudi predhodniki pred malo povedali. Hotela sem samo repliko na ta del, da pač je globalno res, da pač po nekaterih ocenah ne bi bilo izsekavanje gozda tisto, kar največ prispeva k emisijam toplogrednih plinov. V Sloveniji, ampak vsem pač v Sloveniji imamo pa pač malo specifično situacijo, so pa v bistvu zadeve take, da je naš problem pa v bistvu zasajanje gozda oziroma zaraščanje kmetijskih površin in v bistvu, da ne sekamo niti prirastka in v bistvu ne uporabljamo lesa v Sloveniji in tako naprej. Tako da tukaj je res, res izjemen izziv, no? In je pa pač upanje ravno z interesom mladih za reševanje tega izziva, da se bodo stvari premaknile s tistim zavedanjem o globalni odgovornosti, lokalnemu delovanju in v bistvu aktivacijo vsakega posameznika. Ja. Da še jaz dodam samo temu. Najprej bi sem rekel, da skladiščenje CO2 ni utvara. Veliko smo že slišali, da to počnejo drevesa in to je dejansko najbolj preprost način. Res je, Slovenija z izsekavanjem gozdov in tako naprej niti slučajno nima težav. Zato to pač ni relevantno za nas, je pa definitivno relevantno za tropske deževne gozdove in tako naprej. Skratka, tam so ogromne površine izsekov, ki morajo biti ponovno pogozdene in ko bodo pogozdene, je to najpreprostejši, najbolj naraven ogljič oziroma energetsko nepotraten, kakor toliko razen transporta, recimo sadik, energetsko nepotraten proces. Sicer pa smo mi v gibanju v času obeh naših velikih 2 protestov naslovili na vlado 10 zahtev, ki naj ukrepa, predvsem na področju seveda energetike, ne. In v bistvu osnova za to je, da ne glede ali zelena energija ali tista iz fosilnih goriv,
najbolj zelena energija je tista, ki je mi sploh ne potrebujemo, ki jo ne porabimo, ki jo ne proizvedemo. Zaradi tega je najprej ključno to, da se izboljša promet, infrastruktura stanovanjska. Stanovanja v Sloveniji so izredno energetsko potratna, neizolirana in tako naprej. Da se prestrukturira kmetijstvo in tako naprej. V glavnem, veliko je treba narediti stvari na tem, da se poraba energije zmanjša. To je ključna zadeva, ob tem, da se seveda najde alternative za vire električne energije, ki prihajajo iz fosilnih goriv. Res je, da, kar je rekel gospod Valenčič, da recimo iz fotovoltaike energija ne more non-stop prihajati, ker pač sonce ne sije non-stop in ne sije non-stop dovolj intenzivno. Tukaj sicer pozabljamo, da sončni paneli definitivno niso edini način pridobivanja kako? Čiste energije, ja. Je pa res, da se zli zaradi te nestalnosti oziroma nekako nesigurnosti te oskrbe s čisto energijo dostikrat omenja recimo nuklearka, nova nuklearka, ki je pa spet druga zadeva. Mogoče le to, imate prav, ne? Nuklearka, ja. V Evropi ne znamo več graditi nukleark, v Združenih državah tudi ne. Francozi gradijo eno na Finskem, pa v Franciji, pa že EU nas že 20 let gradi, pa ne znajo končati, ta francoska se tudi vleče že 15 let. Ja, nuklearke, ne? Ampak je prvi cena precej huda, zdajle v Evropi ne znamo, da moramo Kitajske kupiti spet, ne? Kupiti panele. To je problem. Če lahko, mislim, sam bi Pred repliko, gospod, bi samo še eno vprašanje predstavil, da že koliko naprej nadaljujete lahko. Glede na to, da ste predstavnik stranke Zelenih, nas zanima, kakšne so po vašem mnenju odgovornosti države do okolja. Katere ukrepe, na primer, predlagate na svetovni oziroma državni ravni, kako zmanjševati emisije? Hvala za vprašanje. Če dovolite, bi na to vprašanje najprej iz tega globalnega aspekta odgovoril z tem, da se pričakuje, objektivno se pričakuje, da bo skladiščenje CO2 prispevalo k 7% zajetju emisij. 7%. To bi zahtevalo, to se pravi konkretnih približno 2000 teh objektov, nekako do leta 2040. To piše, to se dela na tem, ti objekti bi bili jasno usposobljeni, gospod Valenčič je rekel, da so to drage tehnologije, pa kaj pa naj bodo, to je naš fokus. To je naš fokus, mislim, da to bomo dali, ker pač tukaj rešujemo svoje življenje, rešujemo planet. To ni nič drago. Drago je to, ko nekdo pride pa zlorablja od delovne sile do znanja, do naravnih substanc in to za svoje osebne potrebe. To pa je drago, ja, to je pa uničujoče. No, tako da v tem kontekstu bi to rekel, res je 22 kg eno drevo, zrelo drevo uskladišči na leto CO2, poglejmo, koliko se jih uniči. Prej sem povedal, da je na drugem mestu ravno sekanje, obnova gozdov, kaj bi obnova gozdov pripeljala in to velja za svet in to velja tudi za Slovenijo. Se pravi, ko govorim o teh zadevah, se pravi, ne zanemarjamo, mi smo zelo gozdna dežela Slovenija, vendar mi že izgubljamo površine, ki so neposredno povezane z življenjem človeka, z bivanjem človeka, to se pravi v urbanem okolju. Zdaj, kaj bi za Slovenijo bilo treba narediti? Se pravi, osredotočimo se na mesta. Danes živi v mestih 55% prebivalcev, do 50. leta bo 68%, tudi v Sloveniji tako, mesta se koncentrirajo, zelenih površin je vse manj in vse manj, planiranja so vse bolj namenjena pridobivanju nekih koristi v funkciji, se pravi v razmerju na enot, se pravi prodajnih enot, komercialnih enot, ki se merijo na kvadratni meter in tako potem zgubljamo mi kvaliteten prostor, ki ima to sposobnost samoobnove in na nek način ustvarjanja tega življenjskega standarda. Druga stvar je voda.
Voda je največji problem Slovenije. Mi vodo tako uničujemo, da je to groza, sram nas bodi, definitivno. To je groza, no, mislim, voda, za katero bi lahko rekli, da smo bi lahko bili vzorčna država za ves svet, pa celo izvoznica, mnogim bi lahko pomagali z pitno vodo. Mi jo uničujemo enormno, tako kot v Braziliji z gozdovi delajo, tako delamo mi z vodo. A se tega zavedamo? In kdo dviguje glas? Nihče, skoraj nihče. Skoraj nihče. Mislim, to je groza. Mislim, da, ne vem, če veste, v Ljubljani imamo tukaj zraven, malo niže dol, imamo izvir pitne vode, glavni izvir pitne vode, Brod Ježica, to je 4 km, tukaj izvira ljubljanska pitna voda, perfektna voda. Ivan Hribar je to vodo nekako z svojimi kolegi, z znanjem in z znanostjo od Dunajske univerze do ljubljanskih produktov srednjih šol in tako dalje, kar smo takrat imeli. Ta znanja so združili in so pač ugotovili, da bi ta vodonosnik Ljubljanskega polja lahko oskrboval Ljubljano s pitno vodo. In so naredili Kliče, prvo črpališče. Kaj pa danes tam delamo? Več kot 300 000 prebivalcev Ljubljane dobiva vodo iz tega vodonosnika, iz tega čudeža, ki iz Save dela pitno vodo. Mestna oblast pa sem noter gradi kanalizacijo. In to kanalizacijo, ki bo permanentno vsako sekundo na tem prostoru zadrževala od 1000 do 4000 ton nevarnih odpadkov, kar pomeni, da bi v primeru poškodovanja te kanalizacije neposredno ta voda otekla v vodonosnik, ga uničila in mi ostanemo brez pitne vode. Kako je to možno? To je možno zaradi tega, ker obstajajo neki interesi. In kaj nam pa lahko v sekundi uniči to zadevo? Potres. Če je to območje Brod Kliče, Brod Ježica, glede, tako od spodaj poteka geološka potresna prelomnica. Vsak dan treska je potreseno, vsak dan. In ker je tukaj približno 100 metrov pod zemljo je. In je že podrla Ljubljano ta prelomnica. Ker je pa spodnje plasti polne tega kamenja, ne, ki proda, ne, mi tega po teh potresov ne čutimo. Tudi kmetje, ki gor delajo, ne čutijo tega. Ampak ko pa gradiš tujek noter, ta tujek je v tem primeru kanalizacijska cev, ga bo pa mlelo nič in ga zmelje. In jaz imam fotografije, kako že zdaj, ko to gradijo, kako je to že deformirano. To ne bo preživelo. No, skratka, hočem to povedati, kaj narediti v Sloveniji. Glejte, okrog nas se dogajajo grozljive reči, uničujemo vodo in to sodi v temeljno vprašanje današnje problemske mize. Vsak od nas lahko nekaj naredi, zavedamo se tega in to so večgeneracijski objekti. Se pravi, mi mogoče celo kaj od tega ne bomo čutili, tako kot jaz tukaj mogoče malo dramatiziram. Ampak naslednje generacije bodo. Lahko pa že mi, ker močnejši potres bo, če raztrga 5000 ton na tej lokaciji, smo brez vode. In številni bodo brez vode že tisto sekundo, ko bodo že vedeli, da se onesnažuje, bodo šli rajši po plastiko v trgovino. In ta plastika ni užitna voda. In tako dalje, skratka. Ja, hotel sem reči sem to glede cene, a ne, en zelo močnih izgovorov, ne, za ukrepe na področju podnebnih sprememb je to, da so te zadeve predrage in realnost je taka, da te zadeve res stanejo ogromno, v milijardah in milijardah, ampak realnost je taka, da se bomo enkrat s tem mogli soočati. Problem je pa v tem, da te zadeve ne bodo nikoli cenejše, ampak bodo samo dražje, zaradi tega, ker bomo mogli mi poleg teh sprememb, ki jih enkrat bomo mogli financirati še vedno večje, vedno obsežnejše probleme, ki jih bo narava, ki jih zdaj že narava dela na našem področju zaradi podnebnih sprememb. Suše, škoda v kmetijstvu, poplave, škoda na infrastrukturi, vetrovi, karkoli. Ogromno je nekih stvari, ki se zaradi podnebnih sprememb dogajajo, recimo v vremenu bolj intenzivno, bolj uničujoče in to vse so neki posredni stroški, ki dejansko, če vse to seštejemo, zadeve sem še podražujejo, enkrat se bomo pa pač mogli lotiti, ne. In te zadeve še enkrat bodo zmer drage in v bistvu zmer bodo še dražje, tako da je to pač realnost. Hvala. Zdaj bi pa mi kar mogoče prodala
najboljši, da možnost postavlja vprašanja, kar izpolnite, tako če imate kakšno vprašanje. Ima kdo kakšno vprašanje? Zdaj, nisem sicer bil čisto začetka, tako da ne vem, kaj je bilo prej, ampak recimo jaz opažam to, da v teh recimo boju za okolje, ne, pa so nesprejemljive termoelektrarne, ker povzročajo CO2, pa so nesprejemljive hidroelektrarne, ker zajezijo reke, pa so nesprejemljive vetrne elektrarne, ker se ptiči v njih zaletavajo, kakorkoli je to bizarno slišati. Pa so nesprejemljive jedrske elektrarne, hkrati bi pa imeli električne avte, hkrati bi imeli, vse to se mi zdi, da vodi v eno precejšno nelogičnost. No? Zdaj, mogoče, kako se... Kako na to gleda? Odlično povedano, ja. Vse bi imeli na elektriko, nobenih izpustov, ne? Elektrike pa ne smemo delati. To je uradna državna politika. To delajo naša ministrstva, država, Evropa. Vse na elektriko, elektrike pa ne smemo delati. Elektrarno ne smemo imeti, ne? To je to. To je uradna politika. Ja, mi smo drugače včeraj imeli eno debato notranjo, ker se pač ravno pripravlja nacionalno energetski podnebni načrt in sicer ravno za področje obnovljivih virov energije ugotavljali, kako iz teh zagat, ampak jaz mislim, da v bistvu globalno smo na pravem kraju za odgovor na to vprašanje, kako se iz te zagate rešiti, ker nekako se mi zdi, da dosti dobro je papež povzel to, ne? Kako v bistvu se usmeriti v skromnost v svojem, v bistvu s tem, da si je vzel za svojega zavetnika Frančiškane, ne? Jaz se upravičujem, ne poznam pač, ampak tako v tem smislu, kako vzgojiti skromno življenje, se pravi, nositi to odgovornost do živih bitij v sebi in tako tudi ravnati odgovorno in meni se zdi, da tukaj je rešitev, ne, druge ni, se pravi. Se upravičujem, no, ker ne poznam toliko, ampak vi ste strokovnjaki za to, tako da definitivno imate najboljši zgled za rešitev iz te zagate. Jaz sem pa, mislim, ni res, da nočemo imeti elektrike, pa bi imeli radi vse električno, ne. Je pa res, da je treba tle razmišljati trezno, pa tudi realno glavo, a ne. Zdaj, mislim, termoelektrarne so jasne, pač termoelektrarn ne sme več biti in to ni slovenska kaprica, to je pač drža mednarodne politike, ki temelji na znanosti. Je pa recimo zdaj pri hidroelektrarnah tako recimo ta trezna glava, ne, recimo najbolj ste ciljali na Muro. Mura. Mislim, Mura bi s to hidroelektrarno uničila celoten ekosistem tam, ki je zelo bogat. Če se ne motim, je recimo v porečju Mure področje z najbolj primernim rastiščem za črno jelšo v Evropi, recimo. Ta hidroelektrarna bi pa prinesla, mislim, da celo manj kot 3% energije v to naše omrežje. Torej, izkupiček bi bil zelo majhen, izkupiček bi bil manjši kakor narejena škoda. Zdaj, recimo pri nuklearki se pa mnenja še bolj krešejo, ne, mislim, so neke, dejstvo je, da bo treba to energijo nadomestiti, ja, ker statistika kaže, da pač je poraba energije vedno večja in da tudi bo vedno večja, nekaj treba energijo dobiti in ni res, da je situacija neizbežna, se bo pa treba pač enkrat, spet bo treba narediti en konsens, en kompromis in bo se treba odločiti za eno zadevo, ki bo imela najmanjši vpliv na okolje. To je treba se zavedati, nobeno človeško delo ne more biti brez vpliva na okolje. Karkoli ti narediš, bo v okolju imelo neko posledico in ti pač moraš preprosto, človeštvo mora izbrati najmanjše zlo, druge zadeve ni. Tako da
mislim, meni so zmeraj te debate, ne, pa to ima tudi ogljični vtis, pa uno pa treba ima tudi ogljični vtis, tega niste pomislili, pač ja, vsa proizvodnja bo imela ogljični vtis, ampak treba se pač odločiti za tisto, ki bo imela najmanjšo in tudi zred k temu, da bomo zmanjšali ta ogljični vtis te proizvodnje, torej tudi ja, ta znanstveni razvoj, da bo pomagal zmanjševati te izpuste. To se pravi, gospod Valenčič je prav povedal, ne? Elektrarna v Flamanvillu v Franciji, jedrska elektrarna, ki so 2007 začeli graditi, mislijo, da bodo 2012-2013 bo že laufala, ne? Bo odprta leta 2022 iz 3 milijard. Kako? Če bo po sreči šlo naprej, Ja. ki do zdaj ni šlo. Stroški so šli iz 3 milijard na 12 milijard. Ne? In kaj je problem? Znanja. Zgubljeno znanje. Gospod Valenčič je to že rekel. Isto velja za Finsko, ista tehnologija. Angleži gradijo isto 2 bloka tega s to tehnologijo gor. In so že, Tam jim Kitajci pomagajo, ampak že držijo. ja, Kitajci so edini, ki so odprli to zadevo. Ne? Oni so končali 2 bloka. Ne? Skratka, toliko o jedrski energiji. Bil sem nedolgo tega na enem simpoziju na Inštitutu Jožef Štefan, v katerem so bili različni govorci in je bil tudi tako vam prisoten lobby nuklearcev. Ne? In je povedal, ne, se pravi, ko govorimo o produktu, ne, se pravi o elektriki, ki jo pridobimo, je jedrska najčistejša. Daleč najčistejša. No in zdaj tukaj, ko pa rečeš, dobro, ok, kaj pa odpadki, ne? Pa postrežejo s odgovorom, ki se lepo sliši. Ne? Ja, znanja, ne? Glejte, mi že zdaj vemo, da bomo odpadke začeli počasi vrnjevati, ker jih bomo ponovno uporabili. Ne? No in tako dalje. Ne? In ker bodo se znanja kopičile in ker bo tega tako. Ampak glejte, že ta primer, ki sem ga omenil, torej ki ga gospod Valenčič načel, zgubljanje znanj nam onemogoča učinkovito gradnjo jedrskih elektrarn danes, ko so živa materija. Ne? Kaj šele, če pride do neke katastrofe, ki nas odtegne sploh od možnosti biti prisotni v znanju in pride do tega, da mi na vse pozabimo, tudi na lokaciji, kje je kaj zakopano. Lahko dam še moj komentar jedrskih odpadkov, ki to je v javnosti zelo zavajajoče, navajajo vsi po vrsti že 30 let ali še več. Prvič, tisti, ki poslušate v medijih o skladišču radioaktivnih odpadkov, se mi že prej rekamo, ker imamo nuklearko, pa še Hrvati zagotovilijo zraven. To so nizko radioaktivni odpadki, to so odpadne obleke in tako, ki sploh nič ni radioaktivno. To niso nevarni odpadki, v ničemer nevarni. To so samo pač po klasifikaciji se jim reče, da so nizko radioaktivni, jaz bi jih domov vzel, če bi jih fajn plačali. Jedrsko gorivo, tu ste pa vi prej začel. Jedrsko gorivo se pa obravnava kot strateški material. Vse odpadno jedrsko gorivo se skladišči na lokaciji v Krškem, zraven, brez težav, brez nobenih problemov, brez sevanja. In vse to gorivo se da naprej predelovati oziroma kar gorivo uporabljati pač v drugih vrstah reaktorjev, ki so bili razviti, so bili obratujoči, ampak so bili poskusni, niso bili komercialni nikoli. Odpadno jedrsko gorivo je v bistvu strateški material, tu ni neki, poslušamo, kako bomo 100 000 let še čakali, da razpade. Ni res, lahko se nekam postavi, pa čaka, da se naredijo reaktorji, se ga ponusa. Tu nuklearci razlagajo. Odpadno gorivo je strateški material, ni to škart, ki se moramo bati. Ja, jaz, če lahko bi zaključil to misel v vašem odgovoru, jaz bi rekel tako, no, dejstvo je, da se precej živa znanja zgubljajo. Ne zgubljamo znanj. Dajmo investirati v, mislim, znanje je rešitev za človeštvo, definitivno. Torej, znanost je podlaga znanju. Ne zgubljamo znanj, ne? Verjamemo v to, kar hočemo. Jasno si postavimo te cilje. Ne? Cilje so sigurno zdravje človeka, zdravje okolja. In to dolgoročno. Torej, razmišljamo o svojih bodočih generacijah, ki jim želimo najboljše, odlično razvoj v zdravem, čistem okolju. No, in v tem kontekstu bi jaz rekel, da ni enoznačnega odgovora, da bi rekel, ok, pa pojmo na to energijo ali pa uno energijo. Glejte, danci so že čist na alternativnih, tako imenovanih energijah, na čistih energijah, oni jo pridelajo že skoraj 100%, pa mogoče pa tako. Torej, nek drug strokovnjak iz Eleza, ki je veli strokovnjak, je rekel, sploh ni bistvo produktivno, se pravi proizvodni koncept, se pravi elektrarna, karkoli, bistveni so vodi, je povezava. Ja, pa ja, ne? No in v tem kontekstu gre za to, da
modernizacija prenosa električne energije na območja, kjer je ne moš pridelati, je v bistvu bistveno bolj učinkovita in bolj čista, kot pa da bi tam nekaj delo, kar ne sodi tja. A ste se z Bakičem pogovarjali? Kako? Bakič to razlagal. Ne, ni mi to. Glejte, zdaj se jaz vzdržujem ime, ne, tako da Oni jih ne poznajo. Ampak to je res, ne, glejte, če Danci so prišli na svojih 100%, ne vem kakšne čistoče, pa če lahko grejo še naprej, ne, zakaj bi se pa mi trudili z našo termoelektrarno, pa je posiljevali, zakaj pa ne bi z Danske dobili po vodniku elektrike, zakaj ne? Ne, se pravi, povežemo vse možne potencijale, ki so, ne, za tem pa jasno stoji to, da nekdo, ki zlorablja ljubljansko pitno vodo za to, da bo 15 ljudi se omastilo s profitom, pa bo za 300 tisoč ljudi izključilo vodo, če bo to čisto vseeno, če taka zavest vlada pri nas in tisti, ki držijo svetovni kapital in krojijo brazilske gozdove, je ista zgodba, če bomo mi tukaj pustili, če bomo dovolili, da bodo ti ljudje obvrteli zgodovino, to se pravi našo prihodnost, potem bomo zgubljali znanja in tudi možnosti za preživetje. Skratka, v tem kontekstu jaz vidim rešitev in v vseh teh globalnih povezavah na najbolj pozitivni način in najbolj produktivni način za jasni cilj, kaj hočemo. Ja, jaz sem nočem, da se narobe razumem, ker pač sem predstavnik gibanja. Uradno stališče Gibanja mladih za podnebno pravičnost je, da do te teme, do jedrske energije nismo opredeljeni, ker dejansko nismo, ker sta nekako realno dva pola. Jaz osebno sem mnenja, da je jedrska energija lahko dober nadomestek in tudi realen nadomestek naših potreb in nadomestek energije iz fosilnih goriv. Je pa pač to res ena taka peroča tema, da zaenkrat še nimamo. Ne, to itak, mislim to, da se gre v jamo živeti brez elektrike, to je gostilniška fora, ne. Ni, to je resna nevarnost. Glavna stvar je to, kar sem že rekel, da moramo zelo izboljšati samo energetsko učinkovitost. Ne samo na ravni gospodinjstva, ampak tudi v industriji. Industrija je zelo energetsko potratna in se zaenkrat nič kaj na tem področju sistemsko ne dela. Glede tega, glede nadomestka energije pa pač, ja, moram še enkrat reči, da eni so pač pristaši tega, da se bo ta poraba res toliko zmanjšala, oziroma da se mora toliko zmanjšati, da bomo potem s temi obnovljivimi viri energije to nadomestili. Nekateri pa pač smo mnenja, da to ni toliko realna zadeva in da je absolutno treba zmanjšati porabo energije nasploh, ampak da bo vseeno treba najti en realen nadomestek, ker tudi ena študija je bila narejena, oziroma ena knjiga, ne znam jo zdaj čisto citirati, no, ampak en kolega akademski od Lučke Kajfež Bogataj, pač te naše znane klimatologinje, en Američan, ki je zdaj že pokojen, je naredil pač je napisal knjigo na temo obnovljivih virov energije, in ker pozna gospo Lučko, je v bistvu kot študijo primera uporabil Slovenijo in prišel do tega, da dejansko, če bi hoteli mi v Sloveniji res nadomestiti vso to potrebo po energiji zgolj z obnovljivimi viri energije, bi uničili toliko gozdov, kmetijskih površin, rečnih sistemov in tako naprej, da dejansko bi neko splošno okoljsko stanje še poslabšalo. Ja, jaz bi rada rekla, da dajte se informirati, no. Ker pač vsak ima lahko svoje osebno mnenje, ampak dejansko so pa tukaj neki podatki v ozadju, pa strokovne institucije, ki pripravljajo te projekcije, in mi imamo v pomoč pri pripravi ukrepov za zniževanje emisij toplogrednih plinov
izjemno strokovno institucijo na tem področju, to je Center za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan, ki pripravlja vse podlage in ki v bistvu ocenjuje, da tudi do leta 2030 ne rabimo še sprejeti te odločitve, oziroma do leta 2030 moramo sprejeti odločitev, ampak zdaj v tem trenutku pa ne rabimo sprejeti odločitve, ker dejansko imamo še toliko za narediti na energetski učinkovitosti, da ne znamo niti oceniti čez 10 let, kje bo v bistvu razvoj, v kakšno smer bo šel, pa kakšne bodo dejansko potrebe. Tako da tukaj imamo še zelo veliko domače naloge za narediti in zelo veliko neučinkovitosti v sistemu za odpraviti, ne. Mi moramo vedeti, da imamo še 300 000 neučinkovitih pač ogrevalnih sistemov v državi. Največja posamezna investicija iz podnebnega sklada, ki ga imamo na podnebnem skladu, je ravno v tem zamenjava teh neučinkovitih toplotnih sistemov v gospodinjstvih. Moramo vedeti, da pač povprečni investitor, ki vlaga vlogo na ekosklad, je 60 let star, povprečni kmet, ki vlaga vlogo za pomoč iz skupne kmetijske politike, je 60 let star. Tukaj je pač neka stara generacija, v kateri tudi kažejo v bistvu ocene, da 60% ljudi nima finančne zmogljivosti za spremembo, za investicije, in da v bistvu moramo tukaj še zelo veliko narediti, da bo v bistvu te neučinkovitosti v sistemu tako na ravni posameznika, kot je prej predstavnik Mladih za podnebno pravičnost omenil, na ravni industrije, da se bodo te učinkovitosti najprej spravile iz sistema in potem bomo videli, kakšne so dejansko potrebe. Ja, bom začel na koncu. Energetsko-podnebni načrt. V Sloveniji danes manjka ogromno elektrike. Velika odvisnost od uvoza. Vse sosednje države imajo podobno zablojeno politiko in vsi po zimi v mrazu računajo na uvoz, čisto vsi, ne? Tako da ni res, da v NEPN-u ni treba nič narediti, to oni na IES pravijo, ja. Pri nas po zimi manjka polovica elektrike po moči po urnih bilancah. Na letnem nivoju smo 20% uvozniki, kar se zdi fajn, ampak to ni nobeno merilo. Nam kritično primanjkuje elektrike že ves čas. Do leta 30, če bomo hoteli imeti tako na elektriko, ker toplotne črpalke vsi postavljajo in to. Ni res, da ni treba nič narediti v podnebnem načrtu, ne. Prej je bilo pa še vprašanje, ali smo za nuklearke ali kaj, ne. To je moje področje, tako da mi se ni treba opredeljevati po nekih čustvih, ali nuklearka, ali premog, ali hidro. Jaz samo pogledam, koliko rabimo elektrike in po kaki ceni jo lahko rešujemo, ne. Zdaj, problem nukleark je to, ko smo že prej govorili, da jih ne znamo več v Evropi delati, lahko kupimo rusko ali pa kitajsko, pa južnokorejsko, to se da. Ampak, ves čas poslušamo tudi v medijih pa okrog NEPN-a, a bomo gradili drugo nuklearko ali ne bomo, ne. Rešitev ni tem, ena sploh ni rešitev, mi bi mogli 4 nuklearke zastaviti za naslednjih 25 letih. Ko bi zaprli to nuklearko, bi mogli imeti že 4. postavljeno. Ni vprašanje ena nuklearka, z eno nuklearko ne bomo nič rešili in tako, ko se mi pogovarjamo, tudi nikoli ne bomo sprejeli odločitve, da zgradimo, niti slučajno. Konec koncev je tam zapisano, da bo referendum o gradnji. 50 let ščuvajo ljudi proti nuklearkam in pa bomo naredili referendum in smo odločili za nuklearko, ne bomo se, ne. Tako da enostavno nimamo rešitve, ne. Jaz nisem za nuklearko, vem, zdaj sedanja cena nuklearke je pa taka, da je energija presneto draga, ne. In še, ker imamo morje obnovljivih virov subvencioniranih v omrežju, se ti obnovljivi viri najedajo, ker znižujejo obratovalne ure nuklearke. Nuklearka mora v pasu laufati non stop, ne. Pa cena se deli pač proizvedena energija s stroški in manj ko ima ur obratovanja, višja cena pride na megavatno uro. Tako da nuklearko zdajle graditi je ekonomija neznosna. Čeprav še imeli boljša rešitev, kot vse te sončnice vetrnice, ne, ampak malo težko, ne, zdaj. Taka sprejemljiva rešitev, cenovno in obratovalno in vse bi bile premogovne elektrarne, ne, ampak smo slišali, da ne smemo tega delati, ne. Ja, jaz bi samo rada rekla, da prej ste toliko večkrat izpostavili, kako ne gremo nazaj v jame in ne, zdaj pa v bistvu.
Ja, Ja, če ja, gremo. ne, ampak vsi to opravite, ne, pol pa, ko je vprašanje recimo teh virov, se pa smatra, kot da smo v jami v Sloveniji. Ne, Slovenija je ena najboljših evropsko povezanih držav z sosednjimi državami in v bistvu je skupni evropski energetski trg tisti, ki pač uravnava to porabo in potrebe po energiji. In trenutno je pač tudi Timmermans v svojem nagovoru, če ste ga poslušali, v Evropski komisiji o prevzemu funkcije, ni bila sicer še potrjena, ampak on je to napovedal, gradnjo, o čemer se že več let govori, v Severni Afriki velikega sistema pridobivanja sončne energije in potem pač preko povezovalnih kanalov do Evrope. Zdaj, mi smo še pač nekje daleč, ampak trenutno pač je Slovenija izjemno dobro povezana v ta evropski sistem in ta izmenjava energije teče. Mi pač dobimo energijo tam, kjer je najcenejša in to je to. Ja, na to konkretno. Ne. Ta omrežja pa poznamo nulo, ki je to glavna dejavnost. Ne. Do zdaj so ti uvozi res šli, zato so lahko mi 20% uvozniki brez težav do zdaj. Ampak te države imajo skoraj identično politiko. Energetska Nemčija ne samo da nuklearke zapira tudi premogovne, čeprav še nima fiksne odločitve. Ne. In že nekaj let v zimskih poročilih o skrbi z elektriko evropskih, skoraj vse države se že zanašajo na uvoze od sosedov, ko bo mraz. Ampak so vse zanašajo, ker po vseh mraz pa nimajo več ki vzeti. In to je čista utvara, da bo trg rešil. Trg ne rešuje nič. Če se elektrarn ne dela, elektrike ne bo. In samo na fajn mrzlo obdobje ravno, ko bo čez pol Evrope vsaj prišel mraz, tale sibirski, in se bomo grdo gledali, ko ne bo elektrike. No? Tako da ni trga, ni. Če cela Evropa isto politiko zganja, enostavno ne bo elektrika, ni uvoza, ni trga. Trg pade, ko so omejitve, trga ni več. Meje se zaprejo. Mi imamo res omrežje bajno, močno. Ja, jaz bi rekel tukaj tako, no, ni enoznačnega odgovora na svet pa na mladih sloni. Ne. Če boste vi dobro prisluhnili te današnje razpravi pa izluščili tisto sredino nekje, če boste začutili pa nekako tako v življenju tudi usmerjali v tej smeri, bo to v bistvu lahko velik doprinos. Poglejte, kaj danes odloča o tako imenovanem vprašanju jedrske energije. Mi smo kar nenadoma predsednik rekel, gledajte, zdaj v Rusiji smo se pogovarjali o jedrski energiji. Rusi so zelo zainteresirani, sem pa tja. Kaj to pomeni? Ruska tehnologija, Černobil? Ja, to pomeni, ja. Ne, čakaj, ne. To je špekulacija. Če dovolite, no. Černobil nima veze s temi lahko dovolite? Ja, ampak to je grdo. Zdaj jaz govorim, samo boste prišli do besede. Zdaj, jasno, nekomu, ki ima interes videti enoznačno, pa precej enoznačen odgovor, je to odgovor. Ne? Ampak poglejte, v Franciji ne, so se pogovarjali o podaljšanju življenja enega reaktorja. Ne? Lep čas je trajala razprava, ne? Mislim, da 2 leti, koliko jaz vem, javna razprava. In so ga podaljšali za 10 let. Ampak argumenti za in proti so po celi Franciji vreli. Pa so podaljšali pol reaktor za 10 let. V Sloveniji smo podaljšali reaktor za 20 let, tako. Podaljšamo. Nobene kritičnosti, je neznanje. Kaj pa je? Kateri interesi so zdaj tisti, ki to? Hočem to povedati, jaz ne pravim, ne jedrska, ne ta, ne una ali pa karkoli. Vse se sliši, da iz vsakega segmenta prihaja nekaj dobrega in tisto vam potegnemo, tisto združujemo. Ampak vsekakor pa živimo v času, ki je zelo krut, ki so geopolitični in pridobitni interesi toliko močni, da tako mana vprašanja nekih globokih jeder, ki usmerjajo. O tem govorijo vsi danes, normalno, da ni v znanju tista avtonomija, ki bi nas usmerjala v najboljše produkte, ampak v drugih interesih. In ko sem rekel, na mladih je svet, gledajte, ko boste prišli že kmalu za tem, ko boste odločali, boste nekako odločnejši in mladi so danes zelo odločni. Boste selekcionirali, nekako boste poskušali dati več prostora znanju, kot boste kritični do tistih res odtujenih interesov. No.
Ja, če začnemo pri zadnjem, ja, ni podnebni izziv, ampak je pa v bistvu povezan izziv s tem, da mikroplastika se v bistvu izpira večinoma iz teh, se pravi, plastičnih, ne, stvari, ki jih kupujemo na Kitajskem in jih potem nosimo in se pravi s tem, ko se perejo, se izpirajo v vodotoke in je tukaj na ta način povezan, kot je prej pač gospod Gregorčič omenil, da ne spodbujamo potrošništva na ta način, ne. Recimo jaz nosim srajco še podedovano od moje mami pa pulover iz moje srednje šole, ko je bilo 15 let nazaj, tako da na tak način pač poskušamo se temu izogniti. Prej, ko ste rekel znanje, jaz se tukaj ne bi strinjala s tem, da bi pač mlade pošiljali v šolo, ker v bistvu iz tega nekako zavedanja, da znanje ni dovolj, so oni šli na ulice in jaz jih ne bi mogla bolj podpirati, ker vidim, da v bistvu znanje ne šteje, ne, ker oni že, ko se zbudijo v ta svet, pač se tudi že vi vidite, znanje ne šteje, štejejo neke druge stvari, ne. In iz te nemoči in iz te prepričanja, da to ni prav, da je treba drugače delati, je šlo, se meni zdi to gibanje in se mi zdi zelo pomembno in potrebno in tudi zelo pomaga v bistvu pri uveljavljanju okoljskih interesov na državni ravni, ker veste, pač Ministrstvo za okolje je dostikrat pač v dosti nehvaležni poziciji, ne, mi smo tista cokla razvoja in tako naprej. Pol tretje, prvo v bistvu vaše vprašanje, ne, ko ste pa rekli za to, da bi mogli spodbujati produkcijo, ne, znanja pa optimizacijo. Jaz se tukaj zelo strinjam, v bistvu raziskave in razvoj, ne, v tem smislu. Je pa stvar v tem, da je v bistvu največji problem vpeljati obstoječe tehnologije in pač v širšo rabo, ne. Tako kot sem prej rekla, mi imamo v bistvu recimo že na trgu izjemne sisteme, učinkovite sisteme, energetske sisteme za ogrevanje. Imamo pa še vedno 300 tisoč naprav na kurilno olje, ko vemo, da je najbolj drago, najbolj neučinkovito, ampak enostavno ljudje nimajo prvič sredstev za to prvo investicijo, so prestari, itak mislijo, da kaj bom jaz delal, saj sem že čez 80, ne, in tako naprej. Tako da ni toliko v teh novih tehnologijah, ki bi bilo treba pač iz nekje izumiti, ampak v tem, da pač te obstoječe, ko so že preidejo v širšo rabo, no. Ja, mislim, ful se strinjam, ja, da je treba spodbujati tudi ta inovacije, tehnološki razvoj in tako naprej, o katerem pač jaz ne vem dovolj in lahko rečem samo, da definitivno je vredno spodbujati. Zdaj, mikroplastika je definitivno isto velik problem, sicer ni moje, da ne bom rekel interesno področje, ampak ni moje delovno področje, tako da ti tudi vsebinsko ne znam ful pomagati. Definitivno pa so vse te okoljske težave zelo povezane med sabo. Tudi recimo ta količina CO2, ne, v bistvu je bila glih zdaj, ne vem kdaj točno, no, kakšno leto nazaj objavljena ena študija okoljskih meja, ne, in ta CO2 je zgolj eden od delov teh okoljskih meja, kjer je pol ena meja, je pol meja ogroženosti biodiverzitete, tako je, dušika, količina dušika in tako naprej, tako da ja, vse stvari so povezane in s tem sistemom, ki ga živimo, je definitivno za narediti ogromno. Glede štrajkov,
Pa tako, ne, mislim, gibanje, to je civilno gibanje, a ne. In štrajk je oblika civilne nepokorščine, ne. Zato pač mladi ne gremo na fakse, na šole in dejansko se tukaj ne bi strinjal, da bi zdaj s tisto uro ali pa 2 šolskima urama v šoli zase naredil več, ker smo pač s prvim protestom dosegli to, da se je ustvarila delovna skupina za prestrukturiranje rudnih regij, kar v praksi pomeni delovna skupina za pravično zaprtje premogovnika Velenje in Teša, kar je sicer brezzobi tiger, ker ta zadeva zaenkrat še nima roka, kdaj mora biti to narejeno, ampak to je definitivno en velik korak. Tako da je pa definitivno mora biti oboje, ne, nabiranje znanja in aktivnosti na drugem področju, zato je tudi ful dobro, da se danes vsi tukaj, ker pač to tudi poanta vsega tega, da se skupaj kaj novega naučimo, ker s tem skozi znanje lahko ti razmišljaš o spremembah, o tem, kaj se da narediti, kaj je prav, da se naredi in tako naprej. Hvala lepa. Čas nam je šel malo nakniti, tako da bi se vsem gostom rad zahvalil, da ste prišli in pa tudi seveda sem poslušalcem.